Dobro jutro, Martinovo je danes 11.11.2022, magična številka, spet so to same enke, dvojke, krasno, super. Pa spet imamo vikend, se zdaj res narodno pride, mi imamo volitve pa Martinovo na isti vikend, ne, mislim, že tako je slovenski narod tako nerazsoden, ne, zdaj pa še na Martinovo nam dajo te volitve. Zdaj polemika, ali treba iti volit ali ne volit, ali si predal oblast že s podpisom ali ne, ali bi šel kaj pa prečrtal, ali bi pustil vse skup frej lauf ali kaj. Mislim, pazi, ene volitve v Ameriki so bile ukradene, ne? Te Trumpove, ne? Takrat, ki je Biden kao zmagal, so Trumpu ukradli volitve, ti demon, ne? Demokrati kao. In zdaj imajo še ene volitve v Ameriki ko volijo v kongresa, ne, te svoje predstavnike, in valjda demokrati ne znajo čisto nič drugega kot ponovi vajo, spet lažemo in krademo in so suvereno ukradli volitve, brez pardona. In valjda, vse je pod kontrolo, vse je zabeleženo, ulovljeno, dokazi so na dlani. In valjda so republikanci zmagali, pravzaprav ta Trumpova ekipa, tako da nas čaka precej razburljiv teden, predvidevam, ker ne bi na današnji dan, ker smo 11.11. prišlo ven nekaj, kaj točno, za 15. nam pa Trump obljublja, da ima pa eno večjo novico. Predvidevam, da bi pa to zdaj že res bil čas, da sukne ven ta naša vele čakana resnica o prevari in prevarah nasploh, ki smo jih bili deležni. Ne? Zdaj, sem že parkrat omenil, se skozi vrtimo okrog teh volitev, ne? Ker zdaj volitve smo imeli predsedniške prvi krog, pa zdaj imamo drugi krog, ampak že teden kasneje, to je tisti teden, ko imamo mi piknik, imamo pa še enkrat volitve, pa županske, pa bom rekel te strankarske na lokalni ravni, ali kako že to točno gre. Saj zato sploh ne zastopam. In to je ena taka velika komplikacija, sploh ne moraš vedeti, kdo bi naj bi bil naš, bom rekel, predstavnik v vsej tej zmedi, ne veš več teh obrazov, je cel kup predlogov, kaj vse bodo naredili, to so te obljube, a veš, rekel je, kar je hotel, kaj pa naredil, je pa nekaj drugega, ne. Recimo pa nas v Cerknici se zdaj ful hiti pred volitvami dokončati neka dela, ne. Ne bom jaz z imeni, ne bom nobenega blatu, vsak naj sam pri sebi preštudira, kaj in kako, koliko je smiselno, dajte se zavedati, da v naši ustavi piše, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in tega se kar nočemo prijeti. Mi kar hočemo, ja pa dajmo en drug, ja sam tale, ne pa tale, tudi ne, no, katere pa, saj so vsi za nič, ne. Ne, ljudstvo ima oblast, ne se zezati nad, jo ni višje avtoritete nad mano, kakor sem jaz. Je pa res, da narcisi imajo pa drugačno strategijo, ne, strategijo. Oni drugače funkcionirajo. Zdaj pazi, jaz sem omenil, da obstajajo na tem svetu kloni, da obstajajo brezdušne školjke in zdaj nekako bom uporabil en drug izraz, da so to irealni ljudje. Niso realni, ampak so irealni, se pravi neka tehnologija, zdaj kako točno, kaj, zakaj, ne vem, ne bom se v podrobnosti spuščal, lahko pa potrdim, da je prevelika količina ljudi brez povezave z esenco, z povezavo do Božjega, z dušo in srcem, ne, oziroma svojo lastno ZKP, zdravo, kekčevo pametjo. Pač teh ljudi je premalo in prejle sem bral podatek, da je eden od 5 je človek, ostali 4 pa ne. Evo, in zdaj oni potrebujejo neke vrste vodiče in navodila in svoje, bom rekel, neke vrste predstavnike, ne, to je stvar ni za ljudi, ljudje ne rabimo tega, ker če delamo po svoji lastni vesti, je vse okej. No in ti ne ljudje, irealni ljudje
znajo razumeti samo do škatlice, kakor je v škatlici. Ne? On zna razmišljati malo naprej, bom rekel, beyond imagination, se pravi, dlje od predstave, ne? Ali pa od tega, kar mu je povedano. Ne? Zato so tudi oni zelo hitro krčali. Recimo, če si rekel, a veš, da vesoljci obstajajo, ne? Pol ti ta tak nečlovek odgovori, ja, saj vem, včeraj sem videl 2 v parku sta sedela, To je ta njihova odziv, ko mu rečeš, ni v redu, veš, to pecivo ni v redu. Ne, ti pa nimaš pojma, ti verjameš, da je kavč dohtar, stroka bo pa ja vedla. Ne, oni so zelo sarkastični, zelo so, bom rekel, poniževalni, zaničevalni, nikakor si ne priznajo, da so kaj falili. Zdaj, a so vsi tudi narcisi, ti zgleda, da ja. Ampak ja, v vsakem primeru čakamo na to, da resnica pride na plano. Ki se bo stvar začela, ne vem, v kontekstu, ali se bomo najprej pogovarjali o vanzemalcih, ali se bomo najprej začeli pogovarjati o obliki zemlje, o tem, da je bila zgodovina prepisana, pa da čisto nič ne drži, ali se bomo pogovarjali o genocidu, ki se je dogajal nad ljudmi, ali bomo začeli pri volitvah, ki so bile ukradene. Prvič in drugič niso nič drugače oni funkcionirali. Ker v bistvu me ful dobro, ne. Kdo zmagal na volitvah? Kdo zmaga na volitvah? Vedno zmaga vlada. In ne zmagajo ljudje. Se razumemo? Vedno zmaga vlada. Ona leva ali desna stran, levo ali desno krilo pripada isti ptici. Je indijanski pregovor. Ne se zezati. Ne? Mislim, mi smo zmeri res volili rekel, najboljšega od najslabših oziroma najboljšega od tistih, ki ni naš. Ki je proti nam. Ker vse vlade nas ne marajo. A ne? One nas ne marajo, sploh če mislimo svojo glavo, ker če bi mi vsi poslušali njih, pol bi genocid izpeljali lahkotno. Sam jim ni uspel, ni uspel genocid, čeprav bomo morali se, ipak nekateri ljudje se bodo morali odstraniti iz te zemlje. In se že. V primerjavo med rojstvi živorojenimi otroci 2019 pa 2020 je videti konkreten upad novorojenih in je velik porast umrlih med letom 2019 in 2022. Se pravi, leta 2022 je umrlo bistveno več ljudi, kot leta 2019. In rojenih glihtkov. Torej pomeni, da imamo v Sloveniji, kako se že temu zdaj reče strokovno, manjko v rodnosti, ali kako že, populacija skratka pada, manj nas je, manj se jih je rodilo, pa več jih je umrlo, torej gremo bolj proti samo milijon nas še živi, zdaj 2 milijona na milijon, saj ne upam, da ne bo tako zelo hudo. Sicer Britofi so prištimani, tako da v teoriji lahko tudi, pa še dovoljenja bodo zdaj, da lahko raztreseš pepel po vrtu, tako da celo diamant lahko stisneš, ni nič narobe, če diamant stisneš. Je pa bolj noro, da se vprašaš, čakaj, kako je lahko največja država izvoznica diamantov, pa nima enega samega rudnika. Tam vsi stiskajo diamante, ali kaj, ljudi stiskajo diamante, precej mora tega biti, Ne vem, bom tlele se nazaj zadržal, kot se zadržim pri mnogo imenih, čeprav tlele Logarja pa ipak moram omeniti, ker on pa pljuva čez Trumpa, On ni za pravico, on ni za resnico, on je proti Trumpu, Trump je pa grd, bedak, Ja, na žulji je stopil, zato pa je grd, zato pa ga mediji vsi pljuvajo, se to pa smo že sešteli. Dobro, tisti, ki ne seštevajo nič hudega, ni potrebe, da le ne trosijo neumnosti, pa da ne zavajajo ljudi. Pa ker sem prišel na besedo zavajanje. Opozarjal sem vas mnogo časa pred lažnimi glasniki, false prophets,
To so zavajanja, to so ljudje, ki delujejo na osnovi zavajanja. 70% ti povejo resnice, 30% pa ne. To je stara tehnika, to ni nič novega. In so nas mnogi zavajali. Spet, ne bom imen, ker pa bi bilo prav, da bi jih. Hvala Bogu, pa so tudi ljudje, ki imajo neke trdnejše dokaze, na osnovi katerih pa lahko z imeni grejo naprej. Jaz imam mnogo sumov, mnogo upravičenih sumov, nimam pa dokazov. Za ljudi imam tudi neke svoje dokaze v kontekstu, ko sem se z marsikom tudi pogovarjal, pa sem videl, kam pa s taco moli. Tako da bodite previdni, komu sledite. Na to nas je opozoril Trump in modreci v zgodovini. Ne sledi človeku, sledi ideji. Oni so to zapisali drugače, ne sledi modrecu, sledi temu, čemur je modrec sledil. Samo naša notranja, bom rekel, kar je narejeno s srcem, kar je narejeno z ljubeznijo, ne more biti narobe. Enako velja z mislimi, idejami in vsem, kar prihaja, kar izvira iz nas ven, tisto je najbolj prav za vas. Ne? Zame je najbolj prav tisto, kar jaz slišim, zate pa dobro tisto, kaj ti slišiš. Jaz rad pečem kruh in če jaz dobim vzgib, da je ful dobro kruh speč, ga tudi bom, ni pa to nujno enako tudi za tebe. Ne? Valjda, da ne. Zato pa smo tako različni in zato pa smo kolektiv, kjer vsak nekaj zna, skupaj pa smo en sam Bog. Da se vrnem mogoče nazaj na te brezdušne školjke kako sem rekel, iracionalni, ne, realni pa irealni ljudje, dopade se mi ta izraz, irealni, čeprav ne vem, če je to prav. Pač ne ljudje, no, vse. Kaj sem zdaj hotel nekaj povedati? Aha, vidiš, oni pa ne spadajo v kategorijo, da smo vsi eno. Mi z njimi nismo eno, ker oni so brezdušne školjke. Ne moramo biti z njimi eno, če jo pa nimajo. Duše, mislim. Ne znajo oni sebe izražati. Bom rekel, ja, znajo izražati, so sort neumnosti, ampak ne znajo kreirati, oni znajo podirati. In zaradi tega so nam vedno uničevali, da bi oni izgledali boljše, so nam metali polena pod noge, si lastili zasluge za stvari, ki jih niso sami opravljali. Čeprav so bili najglasnejši, ko so rekli, to je pa avtorsko delo, to pa moje, ne. Pa se sploh tudi tvoje ni, ne. Pa se kar, zdaj v tem času, ko se probamo obveščati, ko smo ugotovili, da smo mi pravi mediji drug drugmu, mi smo informativni vir, ne več mainstream, torej uradni mediji. Nekaj pravila so se vzpostavila, da tisti, ki želimo dobro ljudem, se nismo nikoli za avtorstvo pehali, bojevali. Vse navedemo, če je naveden avtor ali tako, da bi pa zdaj si neke strašne zasluge ali pa titule želeli devati, pa ne. Ideja je v tem, da vsak čim prej dohvati, da smo živeli, spali v iluziji. Iz nje moramo absolutno ven in življenje samo kot tako, ki nam postavi ovire. Niso ovire, da ne bi napredovali, oziroma da bi nas ustavile, ampak da nas pahnejo naprej čez rob, da vidimo stvari, ki jih sicer ne bi. In zato morate vsak izziv, ki se vam pojavi, tudi tako razumeti, ga tudi tako probati videti. Ne tako, kot smo bili zmeri navajeni, kaj me tu življenje zdaj, ki delaš palo, kaj se me je hudega naredil, to objokovanje, to ne gre več. Ni nič več, nikoli ni šlo, ne, by the way. Treba je razmisliti, kaj me hoče ta situacija zdaj mene naučiti. Večkrat sem vam rekel, ostanite mirni. Čas, kjer smo, te nevihte, je od nas zahteva, da smo mirni, ker če bomo bezlali, ne bomo nič rešili, kajti hitro je hitro prehitro in kadar hitimo, delamo napake. Ostanite mirni, slow down, nočete hiteti, ker to so narcisi želeli, da mi hitimo in se spotaknemo. To ja.
Po božje pa plan ni, da ljudje hitimo in se spotikamo. Ideja je v tem, da užijemo vsak žarek, vsak piš vetra in vsak zvok ptice, tega orkestra, ki je zunaj, če mu znaš prisluhniti, ne? Če pa mu ne znaš prisluhniti, pa nekako smo bili naučeni, da ugasni ta noise iz ozadja, šum, smeti, zvočne smeti ugasni za sabo, tudi v smislu kamion, rešilc, avtobus, bip, bop. To ugasneš, alo, sem zraven si ugasnil tudi ptičje petje. To pa ne ugasniti, ker so krasne, tudi zdaj, ki je že november. Čakaj, zdaj sem si pa jaz napisal. Ameriške volitve so bile prevara, v Braziliji prevara, pri nas ni prevare, ne. No way, gremo staviti, da bo Percarjeva Musarjev zmagal. Ker pa saj je bil napovedan že na Bledu, kaj. Mislim, brez da gre kdorkoli voliti, da bo Pusar ali Musar zmagal, ne. Ker nikoli niso bile ukradene volitve, ne. Vedno je zmagala vlada, nikoli ljudje. Imamo? No, evo, to je to. Manj rostot vsem, da nas vlada ne marajo, da novice niso odraz realnosti in da farmacija dosti dobro ve, da ni denarja v ozdravitvi ljudi, ne. Tako da vse, kar hodite iskati v farmacevtskih produktov, se zavedajte, da to niso glih neka zdravila, ki bi vas ozdravila za vekomaj. No way. Enako velja tudi za vse kozmetične pripomočke, zdaj ne bom jih niti našteval, ampak vse, kar devamo na telo, je sporno, ne. Jaz recimo perem perilo na 30 stopinj, pa z bolj malo praška, 30-40, no večino, spodnje perilo, pa brisače, pa to ja, ampak načeloma zelo malo praška, raje dodam sodo bikarbono, pa kis. Se mi zdi, da tudi ti praški, pa mehčavci, pa te dišavčki niso v redu. Nič se mi zdi, vem, da niso. V vsakem primeru ni bilo za nas narejeno prav nič dobrega, uporabnega, da bi mi imeli bolj kvalitetno življenje. Vse je bilo pod pretvezo, da imamo kvalitetno življenje, čeprav je bilo v bistvu vse skupaj en strup, ne. Zakaj bi bilo treba nanašati rjavo barvo, da boš rjava, lepa, zagorela? Stari, noter so stvari, ki niso za na kožo, alo. Ne moreš ja pa lepa. Ja, lepa gor ali pa dol, če si pa zastrupljena, ne. Ali pa deodoranti, ne, pod pazduho, točno tle, kjer imamo mi, kaj so že, bezgavke, ne, bezgavke so taka mini smetišča naša, veš, glih, kaj si namažemo, ne, mislim, seranjasto, ne to delati, jaz tega ne uporabljam, saj treba kaj večkrat splahniti, ampak če more iti vlaga ven, pol mora iti ven, ne moramo mi jo zavirati, isto velja na nogah, ne. Zato pa je, bolj bi bilo prav, da bi se sezuli, da bi se razelektrili in posušili, ne, mi damo gumo, izolacijo, da nismo neskonektani niti na zraku, kar se nog tiče, recimo, ne. Jaz imam probleme z nogami, probleme. Čim jih zapremo gumom, to začne smrdeti, ker pač so glivice žive tam not, jaz se ne morem rešiti. Nima veze, kadar sem posihni. Ja, konc igre je, to sem rekel že večkrat, ne, igra je končana in ja, res je, ne, čeprav rezultati pa še niso objavljeni, ker poteka še igra, nekako si predstavljam to kot šah, kjer veš, da si izgubil, ampak ipak igraš do konca. Ne, in tle smo, kjer vidimo, da kabala ima še nekaj malih figuric, s katerimi, to moram pa jaz, pavzo moram stisniti. Prijem nazaj. Evo me nazaj, poštar je bil. Veš, ker je pa zame poštar malo v mislu, sploh nisem mogel zdaj se sestaviti, kaj sem že točno jaz bil govoril. Ja, da je konec blizu, ja, konec šahovnica. V tej fazi sem večkrat poudaril, pa ne sem jaz, najbrž tisti, ki brskate, ste že ugotovili, da moramo mi za sabo pustiti vse, kar ne spada v naš jaz, vse, kar nismo mi, vse, kar so umetno nastavljene, bom rekel, identifikacije, vse, kar ne vibrira z našim osnovnim biti, mora odpasti. Zdaj,
ljudje smo se vse preveč oklepali teh, bom rekel, nekih titul, nekih identifikacij. In smo dostikrat bili tiho, samo da bo mir, ne, ampak to ni prav, ne. Zdaj, če ne vibrira z nami, je tudi na nas, da se oglasimo in povemo, kaj je prav. Ne moramo mi reči, Butl, ti imaš narobe, ampak bom tiho, samo da bo mir, ker če da bom rekel, ajde, ti pa nimaš prav, je bom rekel, nebes. Ne, mi moramo tisto, kar je prav, kar resonira z nami, moramo izpostaviti, in če nekaj ni prav, moramo na to opozoriti, to je naša dolžnost. Nekako v tej dobi se moramo osredotočiti na sebe, na lastni mir, na lastni prav. Tudi kompletna korona je bila namenjena, eno z drugim. Tle so se ujeli demoni, kabala se je ujela v tej koronsko agendo. Ideja je bila v tem, da se mi malenkost ustavimo, da se separiramo od navad in da najdemo sebe, da najdemo svoj notranji jaz. Zdaj, tle smo imeli mi in karantene in samoizolacije, ki smo jih lahko dojeli tudi na ta način, da smo se odmaknili od sveta, ki nam je v bistvu deval živčno igro, nam je vsiljeval svojo živčno igro, nam vsiljeval tempo, nam vsiljeval prepričanja, ideje in ne vem kaj. Vsekakor daleč stran od tega, kaj mi primarno rabimo, torej mir. Mir pa slišati sebe pa tako. In zdaj smo res v zadnjih etapah tega razkritja, kjer je ful pomembno, da ostanete mirni znotraj sebe in ste vi, čedalje bolj vi, da se osvobodite vsega, kar z vami ne vibrira. Če mislite, da gre za izgubo določenih odnosov z ljudmi ali pa službami ali pa tako, naj vas pomirim. Ne gre za izgubo, ker če so se ta vrata zaprla, potem je vas univerz odmaknil od tega, ker tisto za vas ni bilo dobro oziroma vas čaka nekaj boljšega. Tudi v mojem primeru so te stvari se odvile, pa niso edini, na način, da sem srečnejši, kot sem bil pred 2 leti, recimo. Ker sem imel sicer mnogo nekih planov, ti plani zdaj so čisto drugačni, ful lepši, ful bolj pravilni in konec koncev ful lažji. Lažje dosegljivi, ker grejo mojim putem, ne pa putem nekoga drugega oziroma nekega sistema, nekih navad, pričakovanj, pa nekega vsiljevanja od nekoga nekaj. Tega nimam, pa govorim zdaj čisto sistemsko, kako nam je sistem turil, kaj je prav. Nekako prvič v življenju sem si upal spustiti lase tako daleč, kamor sem si jih spustil. Do zdaj si jih nisem nikoli upal pustiti, sem rekel, kakšen pa bom s temi lasmi dolgimi, ne. Pa želel sem si jih, zdaj pa sem si jih upal, pa poslušam se, pa the best mi je, okej mi je. In tako nekako bi vsak zase mogel delati tiste stvari, ki so za njega prav, in če vas že malo boli briga, kaj mislijo drugi, se pravi, da uporabljaš BTK, pa si že precej nevaren član te stare oblike družbe, ki dosega svoj kraj. Ne bomo šli več nazaj, kjer smo bili, ampak gremo naprej. In tam, kjer nam je mesto bilo davno v času Lemurije in tako. Mislim, da sem zadnjič hotel povedati, da tudi to obdobje, kjer je bilo prežeto s ful trpljenja, bom rekel par tisoč let, ne vem, 6 ali 12 tisoč let, je bilo potrebno, da bomo zdaj ekspandirali, tako bomo eksplodirali bistveno bolj, kot bi brez pritiska, ker diamant nastane s pritiskom, preko trnja do zvezd ali do cveta, ne.
lahko dosegamo svoj napredek, če pridemo pred ovire, kjer smo pritisnjeni nekaj narediti oziroma nekaj spustiti. Najbrž bo večji del stvari, ki jih bomo mogli sprejeti, predvsem ta, da bomo marsikatero stvar morali spustiti, pustiti za seboj in poslušati sebe in iti naprej. Predvsem zaradi tega, ker tisti zdravi, bom rekel, mi vsi smo v fazi zdravljenja, se zdravimo teh starih vzorcev navad, fizično, psihično, mentalno, bom rekel, vedenja, ki jih imamo, jih bo treba večji del vsega, če ne kar vse, opustiti, pustiti za sabo in naučiti se sprejemati neke nove stvari, ki so morda pa kar malo ulala, ne. Ulala v kontekstu a veš, da mi smo frekvenčna bitja in se s frekvenco zdravimo, ne. Nekako pa, ja, ne vem čisto glih kako, ker nisem strokovnjak, nisem preteral stvari, lahko si pa malo predstavljam, da smo vibracija in da smo energijska bitja, ki funkcioniramo na osnovi duše, a ne. In danes sem eno dobro prebral. Ni to, da rabim jaz počitek, jaz rabim reinkarnacijo. Ne bo treba nobenemu umirati daleč od tega. Vojska sicer bo in že je prevzem in oblasti in svašta stvari v ozadju, predvsem finance in zdravje in tako, ljudi, za zdravje ljudi, je že v pogonu. Le kaj sem jaz hotel reči, no, da ne bo šlo brez vojske na koncu, ne. Prelivanja krvi pa ne bo. Nikoli več. Na tak način, kot smo ga bili vajeni, ne, ker vse vojne so bile pravzaprav sprožene z lažjo. Naj si bodo verske, naj si bodo pol kasneje katerakoli, malo se zamislite, kdo je bil obtožen kakšnih zločinov od ameriških voditeljev, za vse vojne, ki jih je Amerika sproducirala, vodila in terala v zadnjih 30 letih recimo. Noben, ne, še Nobelovo nagrado za mir so dobili, ko so razturili države, ne. Ni dobro, ni pravilno, bilo ziher ne, tako kot ni bilo pravilno. Najbrž ni bilo prav niti ena stvar, pod pretvezo jih je bilo pa mnogo. Okej, dajte se osvoboditi starih navad, starih travm, ne si jih držati na plečih, odložite jih, dajte jih čez ramo. Poskušali vas bodo in vas in nas poskušajo še strašiti in poskušajo nas nekaj lajati na nas, ampak ne se dati. Ni potrebe, da ste ustrahovani, bolj, ko se boste znali postaviti za sebe, močnejši boste iz dneva v dan. Korak po korak. Ne vse nahmalo ugrizniti, ker je too much. Nekako mi je zdajle še ta bungee jumping preletel v petino. Smo nekako tako, kot da se spuščamo. Tudi moment, ko skočiš z bungee jumpingom. In ti moraš pasti čisto do tal, da se elastika nategne in pol špricneš nazaj gor. Se pravi, treba se je spustiti, treba je verjeti, imeti vero, da je elastika dovolj močna in da za vsakim padcem pride potek nazaj. Tako kot pri loku, moraš iti 2 koraka nazaj, da odleti, ne. Pejte 2 koraka nazaj, barem v hitrosti. Pejte 2 koraka nazaj v tem, da ni vse tako, kot je videti in da niti približno niso stvari take, kot nam govorijo, ne. Zdaj, volitve bojo, sami se odločite, kaj boste naredili, jaz ne bom rekel nič okrog tega, upam, da sem bil dovolj jasen, da se moramo bolj zavedati onega, kaj v ustavi piše, da ima oblast ljudstvo. In probajte to ozavestiti, na kakšen način vam lahko kdo sploh pravzaprav v državi Slovenija d.o.o. s svojimi podporniki, ki ščitijo to elito, bom rekel, tle je policija, čisto v prvi vrsti ščiti elito, ne naroda. Ni to tako, kakor so nam bučke prodajali. Imejte prečudovit vikend. V nedeljo zjutraj se vidimo v živo.
jutri se pa ne bom nič oglašal, se mi zdi. Ali pa čist malo. Razmišljam, če bi še mogoče malo kar v gost probati, če še zdržim mraz. Gorske puste primer, sezujte si še čevelj, pa pejte bosi malo naokrog, bodite čim več v naravi, z naravo, ker vi ste narava in bodite čim manj med toksičnimi ljudmi, oziroma če se le da, sploh ne. Bejš, če ujdeš, pravijo Primorci, ne? Bejš, če ujdeš, ker toksični ljudje znajo se zapopati k klop in vas se držati in vas izdrenati, izcuzati. Oni niso zaradi tega nič boljši, so samo polni za nekaj časa, vi pa ste prazni za kar nekaj časa. Pazite se, njihovi triki so taki sluzasti. Bodite vi bolj sluzasti kot oni, da ne bodo mogli grabiti. Držite se, ljubljeni ste, niste sami, nismo sami, prave entitete so na naši strani, brezdušne školjke pa se bojijo točno tega, kar se mi učimo. Ne? Strah jih je. Zelo jih je strah, ker smo ugotovili, da je njihova igra grda, da pač to tako ne gre in da zdaj klonejo glave, še si zatiskajo oči, eni kršijo 11. božjo zapoved in se delajo neumne še naprej, čeprav vejo. Kul, to je to. Glej, pol ure sem nekako skrb sestavil, čas tudi kaj bi bolj znal, ne? Če bi se kaj bolj pripravil. Veš kaj, neke druge stvari še delam za zraven, pa mi je pol malenkost takle odklon, ampak ja, bodite pozitivni, that's it, držite se, čau!